kakšne čudovite kaskade pričara Ukanška Suha. Poglejte to divjanje vode, kakšen čudovit slap, dvopramenski slap, propadajoča lovska koča na Melju. Sicer pa naj povem, kdo je bil ta elita. Je bil Stane Dolanc. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Danes se pa nahajam v trenutno še meglenem Bohinju. Grem si pa pogledati dve zelo zanimivi stvari. In sicer prva je en tak čudovit skrit slap, druga znamenitost je pa sicer delo človeka. Zanimiva skrita lovska koča, ki je bila namenjena jugoslovanskim elitam. Ta lovska koča sicer sedaj propada, pa na zelo zanimivi lokaciji, na izredno lepem razgledišču. Zadaj za mano se že jasni, tako da pričakujem res čudovit dan. Sicer se pa nahajam v Ukancu, na drugi strani Bohinjskega jezera, in grem najprej pogledat ta slap. Pod tem slapom so pa tudi čudovita korita. In najprej si bomo gledali to, prav ta korita in pa tak skriti slap, tem pa navzgor proti tej propadajoči lovski koči. Nahajam se na cesti, ki vodi od Bohinjskega jezera proti Slapu Savici, in sedaj se bom odpravil po tej strugi navzgor, ki me bo pripeljala do slapu. Sem v strugi, to je sicer potok Ukanška Suha. Zdaj se bojo začela prelepa korita tega potoka. To je res tak zelo neznan potok v Bohinju, ki ga pozna zelo malo ljudi, tudi domačini ga ne poznajo. Skrit kotiček v Bohinju, prvi slapič. Korita so polna slapičev, drasel. Poglejte, kakšen čudovit majhen slapič, kakšne čudovite kaskade pričara Ukanška Suha. Super. Poglejte, kakšen čudovit naravni mostiček. Nove lepote, čudovite Ukanške Suhe. Čudovito. Sedaj pa prihajamo v čudovit ožji del korit. Zdaj sem prišel nad ta korita. Poglejte, pogled navzdol. Poglejte to divjanje vode. Slap v črki S. Čudovit posnetek spodnjega dela slapu in pa ozkih korit. Še ena čudovita točka. Nad slapom na desni strani pa še ena znamenitost. Tisa. Drevo tisa, ki je pri nas zavarovana in zelo redka drevesna vrsta. Kakšen čudovit slap.
više po potoku prihajamo, lepši in višji so slapovi. Še malo pa bomo na tistem najvišjem slapu in tudi najlepšem. Vidite, kakšna čudovita braslja in pa slap nad njo. Prelepo. Sedaj se pa že bližam največjemu in najbolj čudovitemu slapu na potoku Ukanška Suha. Trenutno dvopramenski slap, ki je precej vode. Pri tem slapu se da tudi priti za slap in jaz se bom odpravil za slapom naprej proti tisti znameniti lovski koči. Nahajam se že nad slapom, slap pod mano, zdaj pa naprej po gozdu. Zdaj bom prišel na smučišče Vogu oziroma njegov del Žagarjev graben. Še pogled na zgornji povirni del potoka Ukanške Suhe. Tukaj se dva manjša potočka združita. Eden izvira tam na gor in takoj priteče v slapu, drugi pa gre po manjši soteski in tudi tam više izvira. Prihajam na znameniti S, zadnji strmi del Žagarjevega grabna, potem se pa smučišče nadaljuje po gozdni cesti do spodnje postaje Nikalke. Zdaj gremo pa samo 100 metrov v ta strm klanec in bom pa zavil desno na eno tako slabšo lovsko stezico, ki vodi proti lovski koči na Milju. Na tem mestu pa zavijemo desno proti lovski koči. Tam je nekaj sprejem označeno. Evo, navzdol pa takole. Tista lovska koča se pa nahaja približno tam nekje na skoraj 1200 metrov. Sedaj sem pa na približno 800, prav še okoli 400 višinskih metrov. Sem še približno 10 minut oddaljen od te lovske koče. Prvič se nam je odprl takle čudovit razgled na Bohinjsko jezero. Zadnje jutranje meglice v Bohinju in pa bolj neobičajen pogled na Bohinjsko jezero. Pot pa izgleda takole, v bistvu poti skoraj da ni. Pravim, precej zaraščena pot, tukaj res hodi zelo malo ljudi. Komaj se sledi. Tako da je ta lovska koča res na skriti lokaciji, tudi dostopna seveda samo peš. Zdaj sem pa res že v bližini lovske koče na Melju. Tukaj se pot malo bolj sledi, tamle se pa že vidi lovska koča, se pravi še zadnji klanc in sem pri koči. Prihajam do lovske koče, vidite, vse precej zaraščeno, ampak nekdaj
je bil tukaj izjemen razgled na Bohinjsko jezero. Evo, koča pa izgleda takole. Vidite, kako se je zaraslo vse. Evo. Propadajoča lovska koča na Melju. Kot vidite, streha propada, vse propada. Da vidimo, kako izgleda v notranjosti. Evo. Takole. Krušna peč. Že to je nekaj posebnega. Tukaj je bil res izjemen pogled na Bohinjsko jezero. Zdaj seveda vse je zaraščeno. Tak, dnevni prostor. Vidite, imeli so tudi rezervoar za vodo. WC. Tu se zamaka. Vidite, v lovski koči dostopno samo peš. Voda, tuš. Res, neverjetno. Nekdaj vrhunska lovska koča za elito. Evo, zdaj takole žalostno propada. Sicer pa naj povem, kdo je bila ta elita. Najbolj znan od te elite, ki je zelo pogosto hodil sem v to lovsko kočo, je bil Stane Dolanc, zagrizen gobar in pa lovec. Najbolj znana oseba, ki je bila precejkrat tukaj gori. Spet ste z mano spoznali čudovite skrite kotičke naše prelepe Slovenije. Evo, pri tej lovski koči se poslavljam. Naročite se na moj YouTube kanal Raj na zemlji in se vidimo v naslednjih čudovitih jesenskih doživetjih. Čau!